Lepo pozdravljeni na današnjem pesniško-koncertnem večeru tukaj na Vodnikovi domačiji. Jaz sem predvsem vesel tega, da smo se začeli družiti v živo. Pozdravljam vas torej v imenu Cankarjeve založbe. Mislim, da smo kar dolg vztrajali brez dogodkov v živo, pa kar dolg smo bili samo na internetih in jaz sem vesel predvsem tega, da kultura se počasi vrača tja, kjer mora biti, se pravi tudi med ljudmi. Jaz, kljub temu, da sem zelo vnet bralec in zelo zmeraj berem vsaj 3 ali 4 knjige naenkrat in imam rad samoto, jaz vendarle moram reči, da za knjige ni nič slabše kot je samota. Če tudi ste med karanteno veliko brali in jaz mislim, da se vam v imenu slovenskih založb, po vseh, ki se ukvarjamo z knjigami, lahko za to zahvalim. Povpraševanje po knjigah je bilo zadnje leto res veliko, pa vseeno mislim, da je knjiga precej mrtva stvar, če se o njej ne pogovarjamo, če ne živi. In zdaj bova z Janezom poskrbela, da bo tudi njegova pesniška zbirka zaživela. Skratka, z mano je danes Janez Ramovš, iz Suš pod Blegošem, Poljanski dolini, kjer živi in ustvarja. Je član skupine Uršula Ramovš in fantje iz Jazbecove grape, kar najbrž veste, kajti najnemu pogovoru sledi koncert. In je avtor, zdaj bo to 9. pesniška zbirka, oziroma, če jaz prav razumem, a je tista tvoja antologija šteta med teh 9 ali ne? Ja, pozdrav še z moje strani. S tem imam jaz vedno take težave, ker ne vem, katere knjige bi sploh priznal za svoje. Namreč, od začetka je to ena taka vajenška doba in od začetka je tudi bilo tako, da vedno, ko je knjiga izšla, mi je bilo po tistem prvem veselju vedno sram, v smislu, kako je to slabo, kako to lahko bolje, kako si to bil navezan na nekaj, pa v tem smislu, no. Tako da so prave knjige, tiste, s katerimi se res lahko poistovetim, šele tiste pri Cankarjevi založbi, to se pravi te 4, in pa še zbirka hajkujev na Pasja ravan. To se pravi, načeloma sem avtor 5 knjig. Dobro, Janez, mi ti bomo verjeli na besedo, jaz se s tabo res ne bom prepiral glede tega. Hotel sem pa mogoče za začetek, preden začneva z resnimi temami, preden se lotiva pesniške zbirke pa tvojega pesniškega ustvarjanja, te mogoče vprašati predvsem to, recimo tvoja poezija je tudi zelo povezana z glasbo, zelo povezana z nastopanjem, zelo povezana tudi s tem, o tem bova kasneje dosti govorila, z branjem tvojim. Kako si ti doživljal karanteno? Vi ste zdaj koncentrirate po koliko časa? Zdaj smo začeli, imeli smo par koncertov, prej pa praktično jeseni nič, seveda. Doma nismo, pač živeli smo svoje življenje, nismo se kaj dosti obremenjevali. Kako si pač dal, da se ne obremenjuješ, pač čisto vsakdanje življenje. Ampak a si pogrešal oder? Si pravzaprav nerad nastopam. Mislim, da sva sjajno začela, skratka, pol pesniških zbirk ne priznavaš, nerad nastopaš, to je odličen obet za to uro najnega pogovora, ampak hotel sem te mogoče vprašati še to, kaj pa je bila prva stvar, ki si jo naredil, ki je recimo med karanteno nisi smel, nisi mogel narediti, kaj je bila torej prva stvar, ki si jo naredil, tako ko je bilo zdaj konec, slavnostno konec karantene, epidemije, kaj si privoščil? Nič. Skratka, karantena mina ne da bi opazila. Nisem posvečal posebne pozornosti to, kaj mi bo oblast zdaj dovolila, pa kaj mi ne bo, tako da v bistvu živimo v gozdu, tako da ni kakšen poseben problem, ti sprehodi pa to življenje, to nas ni tako prizadelo. Nisem ljubitelj nakupovalnih centrov, seveda kultura, to mi je manjkalo. Prav sem kakšne knjige, poslušal glasbo, to. Skratka, srne in krave ne nosijo mask, tako da to ni bil problem. Mi smo seveda veseli, no, vseeno, da je karantene konec in da končno koncentrirate, da mi imamo končno v živo dogodke, tako kot sem že povedal. Zdaj pa mogoče, če se lotiva nekako tvojega ustvarjanja, pesniškega in siceršnjega, pa počasi greva proti tvoji najnovejši knjigi. Nekje si povedal,
da gre pri skupinski sliki za zaokroženo sodelovanje, ki se je začelo leta 2006 s staroseljskim ciklusom, nadaljevalo s čredo in skozi okn streljam kurente. In to, če jaz to povežem s tem, kar si prepovedal, da skratka za svoje knjige res priznavaš samo 5 knjig, kaj to pomeni? A to pomeni tudi, da lahko teh 5 knjig, ali pa vsaj te 4, recimo, ki so išle pred Cankarjevi, nekako dojemamo kot neko zaokroženo tetralogijo, ali pa to bolj pomeni to, da obstaja neka razvojna pot od ene zbirke do naslednje? Tam sem se jaz malo nerodno izrazil, mogoče. Hotel sem se povedati hotel sem se pohvaliti v enem kratkem pogovoru za lokalni časopis in sem pač hotel omeniti, da je to že 4. knjiga pri Cankarjevi založbi. No, kar se pa tiče tvojega vprašanja. Staroseljski ciklus, Skozi okno streljam kurente in Skupinska slika so sigurno knjige, ki bi jih lahko resnici bral na takem zaporedju, kjerkoli bi pa lahko vključil potem tudi čredo. Ker čreda odstopa, tudi oblikovno, pa seveda za sonete, za nekakšne vence in tudi konceptualno je zelo drugače zamišljena, da je bolj kot samostojna, bi pa pasala kamorkoli. To, da je v bistvu, je pa sigurno se čuten razvoj, da so pesmi v skupinskih sliki drugačne. Čeprav moram poznati, da mi je skupinska slika še vedno zelo ljuba, ravno zadnjič sem bral ene pesmi z nje in sem jim še vedno verjel, še vedno sem se lahko poistovetil. No in ta skupinska slika je mogoče najbližji prav staroseljskemu ciklusu. No, skratka, preden mogoče nadaljujejo, pa da bodo seveda tisti poslušalci danes, ki še niso prebrali zbirke, dobili malo okusa po njej, bi te prosil seveda, da najprej mogoče prebereš nekaj pesmi iz zbirke. Ponovadi stojim, ampak bom poskusil sedeti. Tole je naslovna pesem Skupinska slika. Težke mesarske muhe, polhne statične elektrike se skozi posvalkane poglede počas pogrezaja vznakažen spodejden rob skupinske slike. Vosvavska. Stopite not, sedite pod bohku kot. Tam čist prgmah sedi Francl čez Jožeta. Franci čez Franclna, Franclčk čez Francita. Tam sedi mat čist brez rok, skozi prehlajen otrok. Gajtri čez okenčka, spodi pa gard roža. Odmev odboj, v sadovnaku se odkrijem. Ke te vzigne, pomisliš, ta ženska se je zdrobila. Take se zmeri zdrobeja. Pomisliš, v sadovnaku je trava tomna, pa tuk mal prostora je za stat. Dva ne morata stat, poln objetkuje okol in okol. Še tale trofeja zraven okna. Bleši se mi. Skozi kovane hajtre žareja moje steklene oči z umetne glažune. Moji ritmi niso tričetrtinski. Moji ritmi niso sedmosminski. Moji ritmi so zajebani. Moji prijatelji
so mrtvi. Pralen prašk puša sledi. Moje kosti so skuhane v peroksidu. Hvala, Janez. Zdaj, pri tvojem ustvarjanju ne morava mimo seveda tega, da in vedno se vračamo k temu in verjamem, da ste te to vprašali 5000-krat, 6000-krat že. Skratka, govoriva seveda o tem, da pišeš v poljanskem narečju, o pravzaprav neki zavestni odločitvi, da boš seveda pisal v poljanskem narečju. In me zanima, zakaj pravzaprav tle nekako obstajata, bi jaz rekel, dve teoriji, zakaj se nekdo odloči za pisanje v narečju. Ali gre za to neko pionirski poskus povzdigniti narečje na nek status knjižnega jezika, skratka pokazati, da se da v narečju pisati tudi o kompleksnih čustvih, o kompleksnih temah in tako naprej, ali pa obratno, da se nekako pokaže, da knjižni jezik ni tisti jezik, v katerem človek prvotno misli, ampak vedno tisti jezik, ki se ga naučimo. Katera stran mogoče, ali pa mogoče imaš ti tretji odgovor, zakaj si se odločil, da pišeš v poljanskem narečju? Ja, tema dvema trditvama bi jaz obema lahko pritrdil. Pri meni je bilo tako, da sem začel nekaj poskušati in potem tak preblisk, neko strašno zadovoljstvo, neka ustvarjalna radost. Potem sem pa po tehtnem premisleku pač sem se odločil, da osebna govorica pač mora biti tisto orodje, v katerem bom jaz, v katerem sem izražal, na tisto osnovno orodje. In od tam naprej je bilo to vse lahko. Je bilo seveda kar nekaj, precej ovir je bilo na začetku, no, ker to narečja so, ne vem, pred 30 leti, to je bilo še, kljub vsemu je bilo precej predsodkov okrog tega. In ko sem prve knjige, recimo prva besedila na CD-ju, ki so bile, to je bilo vedno, pa tega se ne razume, pa to bilo treba dati ne slovarčke, pa ne vem kaj, ampak jaz sem to striktno odklanjal. In prvi človek, ki je, no, po Francu Zagoričniku, prvi človek, ki je res to razumel, Zdravko Duša, on je bil iz Tolmina in tudi po zadnjič sem šel brat spremno besedo še enkrat, ki je takrat napisal knjigo. Ker pač to je suveren jezik, to sploh ni debate in komu paše, da ja, ti pišeš, da te bojo razumeli vsi, seveda ne pišeš, da te bojo vsi razumeli ali pa brali. Če ne pišeš za vse, za koliko ljudi pa pišeš, ne? Pač pišeš za tistega bralca, za katerega se potem izkaže, da je lahko tudi nisem eden. Ne? Tako da to vprašanje je za mene s časom postalo popolnoma obstransko. Sploh nisem več s tem ukvarjal. Jaz pač pišem v tem jeziku in to je to. Kako si pa, tudi ne nazadnje, jaz mislim, da ni bil sam, seveda so bili predsodki, domnevam, ampak tudi po moje si moral, kako si se pa naučil, kako sploh pisati narečju, ne? Tle imaš posebne znake, skratka, moraš vedeti, kje spustiti nek glas, kje ta glas pisati, skratka, ta wo z dvojnim v-jem, take stvari, a si to, ne vem, to pišeš po občutku, si to kje sledil, se naučil kje? Ja, to sem se jaz zmislil, ne? Ne, to je zoper vsa pravila slovnična, in spet sem bil vesel, da se urednik ni vmešaval, ker navsezadnje lahko se zgodi, da je ista beseda napisana na različne načine, ampak obakrat je nekako, zame je obakrat pravilna, ne. Tako da tudi se tudi ti kot urednik veš, da nisi kaj posegal, razen pri tistih lapsusih, ki se pač zgodijo, ali pa tistih nelogičnosti hudih. To, če bi ne vem kako posegal v ta zapis, bi s časom vse pokvaril. Stvar ne bila več ista. Kaj pa specifične neke lastnosti poljanskega narečja? Meni se zdi zelo tako zanimivo, da recimo se piše poezija o tem, ker bi človek rekel, da je za poezijo bolj primeren kakšna narečje, ki ima tako daljšo melodijo, pa je bolj, ne vem, spevno. Poljansko se včasih zdi zelo tako odrezano, ostro, robovito na trenutke, ampak po
po drugi strani seveda, tako kot ti seveda prebereš, je pa to spet neki čist drugega in dobi eno tako zelo posebno melodijo. Tudi o tem, kaj tuhtaš, o tem, da seveda zdaj, če bi bil Štajerc, bi pisal čisto popolnoma drugače, a tudi to vpliva mogoče na teme, na vsebine, ki se jih lotevaš, ali pa na ne vem, kako zapišeš kakšno besedo. Ne. Predvidevam, da se v resnici vidi to precej hrobo in robato, ampak na sedaj poljanščina je dosti spevni jezik. In to, da jaz pišem v poljanščini, pač to je moj jezik in to je karkoli naredim, da je za tam, to je čist stranski učinek. Ne lastim si nobenih zaslug za to, da sem pa jaz neki promotor ali pa to. Pa tudi sej za poezijo ne potrebuješ prav veliko besed. Bolj pomembno je, kakšno kombinacijo boš pač ustvaril. Seveda, če bi pisal v zbornem jeziku, tam imaš veliko večjo možnost. Tam si lahko ustvarjaš nove pojme, lahko bogatiš, lahko uporabljaš besede, ki so sicer zelo malo. Tu imaš ogromen nabor besed, ki je tukaj zelo omejeno. Sedaj ta jezik je bil narejen za biznis, za pogovore in pa za prekupčevanje. To je ta jezik. Ni bil napisan, ustvarjen za to, da se bo v njem pisalo pesmi. Pa se pa da. Kako pa skratka v Poljanski dolini gledajo na to, da nekdo piše poezijo? Ni vedno samo to, da seveda recimo, da je kultura recimo dvigne nos nad tem, da nekdo piše v narečju. Včasih tudi seveda ljudje, ki izhajajo iz tega narečja, se jim zdi nenavadno, da kdo piše pesmi v njihovem jeziku. Pa sej s tem se jaz kaj dosti ne ukvarjam, s tem, kaj mislijo, ni kakšnega posebnega sprejema. Mogoče nekateri bolj potiho to spremljajo, tisti simpatizeri. Sicer pa, če nisi lih aktiven politično, pa to cerkveno v tistih krajih nisi izpostavljen. Tako da tudi to nima kakšnega hudega odmeva, to, kar jaz počnem. Recimo to, kar sem prej omenil, ta zapis začetka. To je bil objavljen v lokalnem časopisu, ki sicer ima kulturo, ampak je bil objavljen pod zanimivosti zraven reklame za pogrebni zavod. Ja, jaz sem to videl na spletu, tako da nisem videl, kje je bil objavljen, ampak si predstavljam. Meni je še zelo zanimivo recimo to, da v spremnem besedilu, ki je na koncu zbirke, zapišeš eno zelo zanimivo, tako zelo povedno misel o tem, kako ti ustvarjaš, kako ti vidiš, recimo to, vsaj jaz sem tako si potem interpretiral. Skratka, zapišeš, da ti na domačem toplarju še zmer sušite seno, ker karkoli drugega bi bilo perverznost. In še dalje pišeš, da ko tam ne bomo več sušili sena, ga bomo pustili dostojno propasti. Skratka, dokler neko reč uporabljaš za to, za kar je namenjena, dokler ohranja neko svojo funkcijo, ta reč biva, bi jaz rekel, v nekem osnovnem, najbolj resničnem smislu, ko pa imamo samo še za dekoracijo, pa zgubi svoj ta nek prvotni pomen, je pa prazna, oropana smisla, ti temu rečeš perverzna. Se ti zdi, da se nekaj takega dogaja z narečjem? Jaz zdaj ne vem, kako je pri vas, ampak jaz recimo opažam pri nas na Štajerskem narečje, vse tisto zelo, tako bi jaz rekel, ne mestno, ne govorica, precej zginja. Mulci o novih, posebej pa nekih novih sodobnih rečeh ne govorijo več v narečju, ampak uporabljajo nek mestni govor ali pa nek pogovorni jezik. Se to tudi pri vas opaža? Opažaš ti to sam? Ali misliš, da je to vendarle, pač vedno smo govorili, da seveda narečja, tako kot sva se pogovarjala, je nek tvoj prvotni jezik, ampak meni se zdi, da se to malo s televizijo, ki je danes res povsod, z mediji, ki so povsod, že malo zgublja. Ja, se tudi kozolci zginjajo, se so postali zelo redki. Namesto kozolcev so danes ti plastični rastlinjaki, tisti ogromni, gigantski plastični rastlinjaki. Jaz pa na zadevo pa izgledam tako, da recimo, če vzamemo od druge svetovne vojne, pa tam do 80-ih let so se ljudje izseljevali iz podeželja v mesto. To je bilo sicer v redu, ampak je imelo tudi
kakšne take čudne učinke, ne vem, kmetavzarstvo se je meščalo z malomeščanstvom, ne. Potem se je pa to enkrat obrnilo in zdaj grejo, v obe smeri gre, ne. Tako da se je tudi mestno, meščansko življenje se je preselilo na podeželje, ne. In kaj imamo zdaj, ne? Namesto kozolcev imamo rastlinjake, namesto, ne vem, imamo sterilizirane mačke, imamo kastrirane pse, imamo krave, ki imajo namesto rogov številke v ušesih, a ne. In za večino teh stvari sploh ni, imamo, ne vem, asfaltna dvorišča pa golf igrišča, ne. In za večino teh stvari sploh ni izrazov. Sploh ni, v mojem jeziku ni teh izrazov, ne. Ne vem, asfalt je pač asfalt, ne. Plastična folija, sicer ima en izraz, sterilizacija, ne poznam besede, ne, kastracija je beseda, pa ni prav lepa. In tako da, ampak pa ne vidim nič, to se meni ne zdi nič tragičnega, če pač tako je in tako bo šlo naprej. Ampak na silo držati ene kozolce, to pa tudi nema smisla, ne. Pa v njih plesati v narodih nožah. No, če se zdaj premakneva k zbirki, tisto, kar je mene mogoče malo presenetilo, ker sem bil velik oboževalec, posebej skozi okno streljam kurente, to je pač predzadnje oziroma predzadnje v resnici, no, zbirke, je to, da se mi zdi na nek način precej drugačna ta zbirka, skratka skupinska slika. Ne moram čisto reči, da sem 100% kaj je čisto drugač, kaj je tisti drugačen element, ki je v tej novi zbirki, ampak se mi zdi, da je en drug ton ali pa neko drugo razpoloženje te poezije. Vajen smo te kot pesnika tudi nekega obošenjaškega humorja, opisovanja nekega človeka v vsakdanjih situacijah. Vse to še zmeraj je, tudi v skupinski sliki, ampak zmeraj več je recimo tudi tega, kar tudi poznamo iz prejšnjih zbirk, pa se mi zdi, da je bilo mogoče tam tega manj, je pa neke usmerjenost navznoter, notranje dinamike, zelo veliko je tihožitij, kontemplacij, neke žive ali pa nežive narave. Recimo slišali smo za začetek, si prebral naslovno pesem, recimo skupinska slika, kjer imamo ene muhe, okvir, sliko, skratka mešanco živih, neživih predmetov. Zdi se mi skratka, da je ta zbirka nekako bolj ponotranjena, kot se bila prejšnja, ali pa bolj, da je tudi ima neko drugo čustveni razpon, v katerem je tudi mogoče malo več melanholije, malo več, ne vem, neke, tudi mogoče nostalgije ali česarkoli že, no. Ali jaz to zdaj sam vidim noter, kako ti doživljaš, prej si rekel, da je skupinska slika, da obstaja nek razvoj in da je malo drugačna od tvojih prejšnjih zbirk. Kaj je tebi ta drugačnost? Jaz v svojih pesmih težko kaj pametnega povem, lahko pa povem, kako je nastajala ta zbirka. Prvotno je imela naslov Folklora in tudi ogrodje te knjige so bile ene pesmi, ki so imele te folklorne motive. Pa to mi je bilo nekako malo premalo in sem pač gradil na tem, in sem dodajal te pejsaže, ta tihožitja, te obrazce za neke rituale, te neke zagovore ali pa delčke zagovorov. In skozi to je potem nastala celotna zbirka in tiste prvotne, tiste prve pesmi sem jih večino izločil že v osnovi potem. In potem, ko sem to zaključil in poslal v rokopis, se je zgodila še ena druga stvar, da me je tak dobri duh, Špela Frlic, ki imam imenovat, me je povabila na en prihodavski festival, češ naj nekaj povemo o neko predavanje, naj naredim o rokovanju s tradicijo. Kaj pa jaz vem o tradiciji, sicer mogoče kaj vem, ampak nimam sistematično urejenih stvari. Sem pa rekel, bom jaz pač nekaj o sebi, ne. In to je spadlo dovolj dobro, da sem rekel, škoda, da ne bi tega dal v knjigo. In na ta račun sem potem lahko izločil še nekaj tistih prvotnih pesmi in to besedilo se mi zdi, da zelo lepo paše v knjigo, no. In to nekako, mogoče tudi skozi to opcijo celotna zbirka drugačna od prejšnjih.
Ja, dodaš nek ton, se mi zdi, da tudi malo ene stvari razložiš, ampak recimo vmes si napisal tudi zbirko haikujev. Skratka, vseeno je neke, se dogajajo neke spremembe ali v tvojem pesnjenju ali pa v načinu, kako doživljaš poezijo oziroma kako rokuješ, recimo bova rekla, no? Če si že uporabil ta izraz, kako rokuješ za poezijo, no? Ja, tele zbirke, ki sem jih naštel, to so nekakšna osnovna ta moja linija, ne. Vmes sem pa pisal sonete, ki so potem odšredi, pa si jih še več, ampak to sem podostavil, pa hajkuje. Pa še bolj usporedno sem pa naredil še par knjig pod psevdonimom, ne. Antologijo pa Marijo Dolinar. In to so nekako tri smeri, ampak ta glavna je najbrž tale. Hajkuje pišem pač po vse skozi. Ne. To je pa neki prebliski, kar hajkuno se zadnje v osnovi tudi je. Ne. In to mi je tudi najlažje na ta način, ne stvari arhivirati, pa da potem to razvijam, če je treba. Še raje pa tega ne počnem in pustim tako, kot je. Ja, tudi zaradi vsega tega, kar si povedal, pa tudi, kar sem že v prejšnjem vprašanju nekako nakazal, se mi zdi, da tudi dostkrat zdaj v skupinski sliki večkrat ta skupinska slika vključuje tudi tebe, recimo, ne. V prejšnjih zbirkah se mi zdi, da je dostkrat bilo tako, da te je bralec oziroma tebe, lirskega subjekta, no, da bova teoretično ustrezna, da ne bo kdo rekel, da te povezujem preveč, da delam ta veliki prekršek v pogovoru o poeziji, skratka, ampak hočem reči, da dostkrat smo slutili lirskega subjekta tebe, kako si ti tisti, ki opazuje nek prizor, ki ga opisuje, ampak ni pa te bilo tolikrat noter, se mi zdi, kot si zdaj. Zdaj neki pesmi imaš naslovljeni kot avtoportret, se pravi, da že sam sebe nekako not vključuješ, veliko več je tudi prvoosebnih pesmi, oziroma pesmi, ki imajo prvoosebne glagole, v katerih pač, ne vem, kadar zaspim, pride žival. Se ti zdi, da je to tudi nekako zdaj tvoja najbolj osebna zbirka, iz tega se od nekega tega gojenja talenta za neopaznost zdaj že obračaš tudi k sebi, pa daješ več sebe v pesem, ali spet jaz tukaj odkrivam mogoče nekaj, s čimer se ti ne bi strinjal? Jaz sej mogoče bil pa čas, da tudi sebe vključim. Jaz sem to zelo rad počel, ponovadi, kar šlo za kakšne svinjarije, tam sem zelo rad vključil prvo osebo. Ja, mogoče pa tudi, kot sem že prej imel to besedilo zadaj, da naredi vtis, da je to bolj pomembno, ker če bereš skozi opcijo tisto, ki tisto je zelo osebno. Pa pri teh letih, kot sem zdaj, pa tudi mogoče že čas, da se človek malo odpre in pove kaj o sebi. To bi lahko bil odgovor. No, mi smo se veseli, da nam poveš kaj več o sebi. Še ena stvar, o kateri sem pa tudi razmišljal, ker sem te hotel vprašati, je pa nedolgo tega sva imela pogovor z Nino Drgičevič, ki je performerka. Zelo zanimivo se mi zdi, da recimo pri nekih teh pesnikih, ki ste tudi dobri performeri, čeprav ne boš se s tem strinjal, že zdaj vem, ampak jaz ti povem, da si dober performer, da imaš, ko bereš, seveda še posebej pri tebi, kjer gre za narečje, kjer jaz te pesmi, jaz imam zelo rad tvojo poezijo in zelo rad berem tvojo poezijo, ampak jaz to seveda berem zase, zato ker se mi zdi, da pa seveda pol stvari ne znam prav prebrati. In nedolgo tega sem ravno tvojo zbirko nekje predstavljal in ponavadi, ko predstavljam kakšno zbirko, preberem kakšno pesem ven, pa tle nisem hotel. Hočem pa povedati to, da se mi recimo zdi, da ravno zaradi tega neke zvočnosti tvoje poezije, pa tega, ker imaš tudi markanten glas, jaz zmer, ko berem tvojo poezijo, pač ne morem mimo tega, da ne bi tebe slišal, kako jo bereš, tvojo poezijo. Pač to nikoli ni tako, da bi jaz to bral z nekim svojim glasom. Včasih se mi zdi, da mi ti ugrabiš moj notranji glas in pač namest tega, namest mene ti bereš. No? Skoraj tako, da bi me obsedel, recimo, na nek način. Ne? Se mi zdi, da je to zelo ena taka zanimiva, ampak tega je vedno manj v sodobni poeziji. Danes res vsi beremo zase, beremo tudi
večina pesnikov ni dobrih bralcev, to je treba reči. No. Pri tebi pa se mi zdi, da definitivno je tako kot pri Danetu Zajcu. Recimo, ko sem jaz prvič slišal CD Kepa Pepela, pač malo sem premlad, Daneta nikoli nisem slišal živo brati, umrl je ravno nekje tam, ko sem jaz prišel v Ljubljano, ampak ko sem jaz slišal prvič Kepa Pepela, jaz od takrat ne znam več prebrati nobene Zajčeve pesmi brez njegovega glasu. In enako je, ko sem tebe enkrat slišal brati, zdaj se ne spomnim, kdaj točno je to že bilo, precej časa nazaj, od takrat jaz nikoli več ne morem nobene pesmi prebrati brez tvojega glasu. Ja, hvala. To z Danetom Zajcem se popolnoma strinjam. To imam jaz čisto isto. Imam pa še eno drugo zanimivo situacijo z menoj, s to poezijo mojo. Namreč precej teh pesmi Uršula in Fantje pojejo, ali pa tudi še par drugih izvajalcev je bilo, seveda pa samo oni. In ko enkrat oni uglasbijo pesem, jaz te pesmi ni možno, da bi jaz to bral, sploh pa glasno. To njihovo petje je to, kar si ti govoril. In ta pesem praktično za mene ne obstaja več kot za bralca, samo še kot za poslušalca in tudi lahko, sploh si ne predstavljam, da sem jaz to napisal. To je čist tujc naredil. In to predvsem pri teh pesmih, ki jih izvajajo. Ampak to se mi zdi po eni strani v bistvu čisto super, ampak je neka razlika recimo med tekstom v knjigi in pa tekstom, ko zaživi enkrat, ne? Se mi zdi, da točno to, jaz verjamem, da ti pač slišiš sebe, ko bereš, ker pač drugega ne moreš, ne? Ampak pač mi vsi slišimo tebe, ampak mi je pa zanimivo, da pa ti slišiš seveda potem melodijo, ko je enkrat pesem zapeta. Se pravi, ja, to ni več tvoja pesem, pol. Ne. Mogoče je tudi to, čisto preprosta zadeva, da se pač na odru ali pa na branju zgodi neka erotika in skozi to je pač pesem drugačna kot v knjigi. No, če greva za sekundo nazaj, prej si rekel, da je seveda zdajle pesniška zbirka se imenuje Folklora, kar je bil nek prvoten naslov. Zakaj pa je pol prišlo do spremembe naslova, zakaj se zdaj imenuje skratka pesniška zbirka Skupinska slika in ne Folklora? A to pomeni, da je ta pesem, ki si jo tudi prej prebral, skratka naslovno pesem, je zavzela toliko centralno vlogo zate v tej pesniški zbirki, a si hotel kaj drugega povedati? Skratka, zakaj je prišlo do te spremembe naslova? Ja, v zadnjem še nekaj. Jaz sem v to knjigo vključil še enega dobrega duha, namreč Tejo Krehar, in sem jim enkrat predlagal, kaj pa če bi ti naredila, in sem povedal pač motiv enega svetnika, ona je namreč restauratorka in se spozna na cerkvene motive in cerkveno slikarstvo, če bi ti naredila eno sliko s to tematiko in potem je nastala slika oziroma več slik in skozi to je tudi ta pesem, skupinska slika, postala zelo pomembna. Je pa praktično cel opis knjige je že tukaj na naslovnici. Kaj se mi zdi, da zmeraj tudi tako, a se motim, mislim, da zmeraj imaš naslov po eni od pesmi, ne? Ali mogoče čak, ni čisto zmeraj, no, ampak v vseh teh štirih, ki pa so pri Cankarju, pa mislim, da ni. Nisem razumel. Skozi oken je. Čreda ni edino, ja. Tam je bila pač druga stvar. Tam sem pa hotel narediti na tako nepregledno množico krav, ki so se pač pojavljali, vsaka krava je imela svoj sonet in to sem jaz predstavljal nepregledno množico. Ampak začel sem tako zelo površno, ne. Sonet je pa oblika, ki ne prenese površnosti, ki ne prenese napaka. Boljši, ki so bili soneti, bolj sem bil v rutini in se potem enkrat tega stalo v lik, sem pa rekel, da je pa dovolj in sem prav na silo prekinil, tam naprej nisem napisal nobenega soneta več. Kaj pa te privlači pri teh oblikah, ker drugače imaš ti zelo prost vers, kaj te privlači pri sonetih in nenazadnje pri haikuju, ki je tudi tako zelo, pravzaprav še bolj stroga forma, hkrati pa zelo, zelo seveda kratka, nekaj, kar je treba res povedati, se pa je 5, 7, 5 zlogov. Jaz se mogoče haikuji niso čisto pravi, ne imajo subjekt pa, ampak oblikovno pa se držim, to pa, čeprav se že to vprašanje, če je to nastalno japonsko, imajo drugačen zapis in v naši pisavi to
koliko se že tam zgubilo, koliko so se ta pravila določila naknadno. Pa to. Soneti so pa ena taka lepa oblika, ki jih lahko vežeš v vence. In to preprosto dobiš v glavo tisto šablono, tisto obrazec in potem to sploh ne moreš več drugače pisati kot v tem. Lahko povem anekdoto, ko sem edinkrat v življenju, ko sem naredil tako uporabno pesem za nekega Abrahama, nek sorodnik, so prišli k meni, sem pa ravno pisal sonete. On so potel neko prigodnico, pa sem mu seveda napisal sonet. Potem oni pridejo, berejo, sploh niso znali prebrati, ker so pač drugačne rime in so bolj kislih obrazov. In to je bilo tudi zadnje naročilo, ki sem ga dobil. Pa jaz sem mi razlagal, to teda je dalo v okvir, pa to lepo zgleda, pa to je sonet, sem se potrudil. Ja, so super. No, mogoče je to dober tudi način, da se človek znebi kakšnih takih naročil, da napiše kakšen dober sonet. Hotel sem še te vprašati o tem, o tvoji zbirki. Zanimivo mi je bilo na začetku, ko si pač rekel, da čez čas seveda drugače začneš gledati na svojo poezijo, pa da zdaj nekaj svojih pesniških zbirk niti ne priznavaš več. Jaz moram zdaj tle seveda zelo se posuditi s pepelom. Tvoj rokopis je kar nekaj časa bil na Cankarjevi založbi. Preden je bil objavljen, mislim, da ga že prejšnja urednica takrat dobila in sem ga jaz našel v njenem predalu. Kako pa gledaš s to časovno distanco zdajle? Prej si rekel, da si bral po dolgem času, zdaj, ko si bral zbirke in da še vedno držijo. A to pomeni pol, da ko zbirka prestane ta preizkus časa, je takrat dobra? Je to tisto, kar tebi pove, da je neka zbirka dobra, ko je, ne vem, odpreš čez 3-4 leta, pa prebereš, pa še vedno stojiš za njo? Ali je kaj drugega, po čemer ti pač odločiš se potem, katera pesniška zbirka je še tvoja, pa katera ne več? Na svoje knjige jaz gledam sem kot bralec. Nobenih drugih čustev nemam to. Če bi napisal en drug, bi bilo popolnoma vseeno, če je knjiga slaba, je pač slaba. To, da je ta knjiga bila kar nekaj časa pri vas na založbi, je pa samo koristilo. Ker jaz sem prej govoril, sem še dvakrat kar nekaj spremenil vmes. Tako da je zato boljša. In to pri poeziji si pravno nič ne modi. Zato tudi mene, ta vprašanja na začetku o koroni, jaz to te nemam kaj povedati. Ta aktualnost nekako ne sodi zraven tega, kar jaz počnem. Ampak kaj pa človek, ki piše poezijo, ki je čisto drugačna od večine slovenskih, in zdaj res ne govorim samo na rečju, govorimo o tonu, razpoloženju, o temah. Kaj pa tak človek bere? Kje Janez Ramovš se navdihuje, da bom tako rekel, kaj je tradicija, na katero se ti vežeš, ker če jaz skušam postaviti tvojo zbirko kamorkoli zdaj v sodobno slovensko poezijo, bo posod štrlela ven. Jaz sem vedno bral, velikokrat sem bral. In pa to zelo neselektivno, jaz sem bral vse po vrsti, nič važno, od klasikov, vse. Potem se je pa zgodila ena taka zoprna zadeva, namreč pojavile so se hude težave z vidom, na kar sem pa moral začeti delati selekcijo. Sem pač ugotovil, da je bo pa treba manj, da ne bo šlo, da... Ne vem, zelo rad sem, recimo, en primer, zelo rad sem bral kmetijske priročnike, ampak sem jih bral kot leposlovje. Naprimer, knjiga Kunčereja, knjiga o kuncih. To imaš na začetku pač nekaj splošnega, pa potem vrste kuncev, pa vse, pa potem pogoji, ki jih moraš imeti, pa razmnoževanje in to pa življenjska doba. In na koncu imaš pa tretjina knjiga kuharskih receptov. In to je srhljiv, pravzaprav roman, brez kakršnih koli sprememb, to z lahkoto bereš kot odlična literatura.
Skratka, glavni junaki na koncu doživijo kar velik pogrom v tem romanu o kuncih. To se mi zdi kar grozljiv roman, ampak ponavadi je tudi tako, ko se pogovarjamo ravno o tem, pač kam se recimo pesnik samo omenja, pa literat samo omenja, zelo pogosto seveda se skuša nekako postaviti v drugo književnost, ampak glede na to, da si tudi glasbenik, glede na to, da je tvoja, nisi glasbenik, nimaš z glasbo, absolutno ne, ampak vseeno, glede na to, da je tvoja poezija zvočna in da je velik, pri tvoji poeziji pač prinese zvok. To je vendarle poezija, ki bi jaz rekel, da kljub temu, da ne znate, recimo, tako kot jaz ne znam poljanskega narečja, ama baš ništa, čeprav je zdaj moj najboljši prijatelj blizu tam vas, no, ampak ne znam in se tudi ne bom trudil in ne bom poskušal. Vseeno se mi zdi, da je to poezija, ki moraš brati na glas. Moraš poskušati. Moraš brati na glas, ker moraš ujeti to zvočnost. Skratka, zdaj sem pa pozabil, kaj sem hotel te vprašati. Pri tej skratka zvočnosti, a imaš kakšno glasbeno, a te navdihuje kakšna glasba, ko pišeš poezijo, ali je to tebi povsem ločeno, recimo, od poezije, od pesniškega izražanja, ali se tle nekaj poveže, da pač vseeno poslušaš neko glasbo in najdeš noter nek navdih za svoje tekste, recimo? No, kar se tiče tega, da sem jaz glasbenik, to se je pač enkrat pojavilo na spletu, ampak te stvari lažejo. Geslo Jan Zramoveš je bilo še pred nedavnim, tudi fotografija ni bila moja. To kot teme. Da sem jaz glasbenik, jaz sem glavni to, kakor ta besedila sprožijo glasbo. Ali pa če vzamemo tisti pregovor, povem mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si, jaz imam 2 glasbenika v družini, ne, pa tudi sicer se zelo rad družim z glasbeniki, tako da mogoče sem glasbenik v tem smislu. Sicer pa nimam nobenega posluha na svojo žalost, ne, ampak nisem glasbenik. Poslušam pa ravno tako zelo neselektivno, kar pač sede, to poslušam. Skratka, ne opažaš ti, da bi bila neka tradicija, ki bi bila ti bliže in v katero bi se ti lažje uvrščal, razen nekih priročnikov, kunčjerej in vsa vrsta glasbe? Ja, v mlajših letih se vse da bila pomembna, to je bila ta rock punk, vse to je bilo zelo pomembno, sploh na podeželju, to je bila taka rešilna nit, poleg branja filmov, ta pop kultura, rockovska kultura, to je bilo bistveno, da smo sploh preživeli. Ampak potem pa s časoma se obzorje nekako razširja, ampak jaz nisem nikoli načrtno gradil, da bom pa poslušal to. Pač poslušam, izogibam se šundu. No, tvoja poezija vsekakor ni šund in nima nobene zveze s šundom. Zdaj pa mogoče, preden še postavijo zadnjih nekaj vprašanj, obljubil si, da še boš prebral kakšno pesem iz knjige in bi te prosil, da še prebereš. Variacije na kupe zemlje. Tist kop zemlje je kamne v zagovu. Tist kop zemlje je trben ta špilu, najraj bluz. Tist kop zemlje je težak križ nosu. Ta kop zemlje je sedel pa razmišljal. Ta kop zemlje se je vsem čeden zdel. Tist kop zemlje je častil svoje bogove. Ta kop zemlje je ta kop zemlje za roka držal. Z tega kupa zemlje je zrasla hortenzija. Tist kop zemlje je dal tistem kupu zemlje, da mu bo zažgal hiša, pa ubel žena pa otroke. Na tem kupu zemlje so sedeli angelni. Tem kupu zemlje so dejali, da smrdi. Ta kop zemlje ni jemu prijatelj.
Ankop zemlje je bil pod strženom vrtinca. Ta kop zemlje se je presul na tist kop zemlje. Pa še drugi kupi zemlje so. Adn je bil bolan, zdaj je daleč. Hvala. Ja, zelo lepo od tebe, da si končal s pesmijo o smrti, to se mi zdi zelo fino. Primerno, ja. Ampak je tudi, mislim, da je ena taka lepa o enakopravnosti ali pa o tem, kako so včasih ene naše stvari precej nepomembne, mogoče tudi tiste, ki jih zelo cenimo. Zdaj pa mogoče preden še jaz, Janeza, kaj nadlegujem, če je kakšno vprašanje med občinstvom, da bi kdo želel karkoli vprašati, seveda sva midva odprta za vprašanja. Janez je tukaj zdaj obljubil, da bo odgovoril na karkoli, tudi kaj osebnega, tako je nekje vmes rekel, tako da, če je kakšno vprašanje, bi jaz seveda prosil, da dvignete roko ali pa pridete kaj vprašati ali pa seveda vprašate iz varnega zavetja vašega stola. Zakaj? Aha, dve roki. Gorenc, zdaj boš malo tiho, malo boš počakal ti, ne se silt. Skratka... A je to namenoma, da bo smešno, ali pol rata smešno, da to veš na glas? Ali da gre do opred situacija? Kako dva, ki što pesmi se zelo žalostne, da se to Se pravi, a je humor v tvojih pesmih načrten ali pride pač nekako iz opisa situacije, bi jaz rekel tako, kot je pravilno gotovo, kdaj pišeš zelo resne stvari, tudi to pesem, ki smo zdaj slišali, ki pa deluje vendarle tudi rahlo humorno, no? Seveda ni načrtno, to je čist stranski učinek. Je pa zanimivo, ko sem jaz začenjal z branjem včasih, so se ljudje zelo smejali. Ampak to so smejali v najbolj resnih pesmih. Tako da sploh ni bilo enega pravila. O tem tudi pišem nekaj v knjigi. Sem gotov, moja gotovitev je, zakaj so se smejali. Smejali so se zaradi zadrege. Hvala. No, zdaj pa Boštjan Gorenc bo vprašal nekaj, ali je zdaj, si ugotovil, da je tvoje vprašanje brezvezno in nima smisla? Da vprašanje, namreč Viktor, ko govorimo o narečjih, potem pač Viktor, in ko vemo, kako so me zdaj reslo ta primer z Frenkom, ker niso smeli govoriti štajersko v nadaljevanki, zato da ne bi ljudje mislili, da je to komedija. Pač Viktor, ali se je zgodil pač zaradi tega, ker je bilo ljudem govorica toliko nenavadna, da je prišlo do nekega tega nenačrtnega efekta smeha, zapravo ne iz zadrega, ampak iz tega ole pač ker pa nek jezik, ki ga ne poznam, pa mi smešno zveni. Ne da bi, spravo, da ni bilo važno, kaj je bilo povedano, ampak kako. Skratka, hoče vprašati, če so se Ljubljančani smejali temu narečju bolj kot temi, recimo. Ja, spet sem vrnil na začetke, ker takrat ni bilo kaj dosti narečne literature. Bili so Rizjani, pa bili so Prekmurci. Pa bilo je, ne vem, Branko Hradišnik je napisal roman v ljubljanščini. Pa bila so rokovska besedila, ki so bila v pač slengih. To so bile take resne stvari, ki sem jih jaz poznal. In ostala narečja, sploh štajersko, pa primorsko, to je bilo pa, to je za zbijanje šal, to je za... In verjetno je bil to en predsodek tudi, ta se je pojavil s tem in dajmo se smejati. Mislim, da je to bilo. Ampak danes tega ne opažam več. Ne opažam več. No, to je v redu. Se mi pa zdi, sem pa hotel še, ker si ravno omenjal, pa že prej si omenjal dost, recimo pankovska besedila, je mogoče tudi od tam ta nek motiv, recimo za pisanje v narečju, ker imaš prav, seveda, rockerska, pankovska besedila pa bi zvenela zelo, zelo bedasto, če ne bi bila v slengu in če bi uporabljala knjižni jezik. Skratka, da je mogoče pa tam, od tam tudi neka ideja tega, skratka, da pisati v narečju. Lahko da je nekaj na tem, ker se spomnim, ne vem, kakšno leto starejši od mene so bili v Idri
Kuzle, ne, oni so to zelo dobro uporabljali. Ja, nekaj te spontanosti je sigurno prišlo od... Ker jaz, ko sem začel pisati, nisem mislil pisati pesmi, jaz sem pač nekaj hotel pisati, to je bila neka nuja. Pesmi, to so nastale kasneje, ali sem proglasil za pesmi, vse drugi. Tako da, to je bilo. No, super, to se mi tudi zdi zelo fina ugotovitev, da seveda se piše nekaj sebe, potem to dobiva obliko. Je še kakšno vprašanje, slučajno iz občinstva, da ne bom zdaj tako po dveh povsem samozadovoljen? Ne, potem bi jaz, Janez, se ti najlepše zahvalil za najin pogovor. Janeza boste še poslušali med koncertom, bo še bral iz svoje pesniške zbirke in sicer iz Haikuje, ne? Če vem prav, tako da jaz mislim, da boste vsi ostali na koncertu, no, če boste, oziroma vem, da boste, pa imate spredaj, skratka, zdajle na drugi strani te hiše, vas bom moral žal prositi, tako so me prosili organizatorji, da boste zdaj malo stali, se razgibali, šli na drugo stran bajte, tam popili kakšno limonado, to ne bo nagrada za to, da se boste premaknili. Kajti seveda zdaj bodo glasbeniki, ki niso Janez, prišli na oder, postavili svoje stvari, malo še probali kaj in koncert bo naj bi sledil čez kakšnih, se pravi čez pol ure je, vi boste čez kakšnih 15 minut že lahko prišli nazaj, no, tako da ne boste dolg stali tam. Če boste pa vmes šli mimo kakšne knjige po nekem naključju in boste imeli kaj več denarja v svoji denarnici, pa seveda lahko tudi kupite in Janez je obljubil mi prej, da bo vsakemu tudi podpisal. Ni mi tega obljubil, jaz mu to zdaj polagam v usta, ampak definitivno bo vsakemu podpisal, ki bo želel podpis. Skratka, za 15 minut bi vas jaz zelo lepo prosil, če se lahko premaknete na drugo stran hiše, da skratka se pripravijo na koncert, potem pa seveda pridite nazaj, pridite na koncert in jaz verjamem, da bomo se imeli še fajn. Jaz pa vas v imenu Cankarjeve založbe seveda lahko pozdravljam. Hvala, da ste prišli v takem številu, hvala, da ste v tej sopari tukaj lepo sedeli, pejte se osvežiti. Janez, tebi pa še enkrat hvala. Hvala, pa hvala tudi vam.